Torej, pravila morajo biti, najbolj grdo je postavljati pravila otrokom, najlažje je reči vse ja, mislim, da to starši vsi vemo. In tudi, če otroci teh pravil ne držijo ali jih držijo malo, te pravila nekje ostanejo in so potem zakoreninjena in vejo, da so jih starši postavili. Ampak še vedno je na nek način računalnik mogoče preveč središče našega družinskega življenja. Tako da sem tudi tukaj mogla neke ukrepe uvesti, recimo dnevni red, ko boš to pa to naredila, ko boš naredila naloge, toliko pa toliko časa računalnika, recimo. Če me ni doma, se tega seveda ne držijo, zato pobačim kabel pa miško torbico pa sabo odnesem. Če vi otroku, ki je že zasvojen, starši rečejo, strela, odklopimo internet, mislite, da se bo na ta način stvar rešila, ta bo razgrajal, ker gre v abstinenčno krizo. Ko mi zdravimo zasvojene ljudi, je naš cilj abstinenca, če je alkoholik, ne sme več piti. Ko pa imamo odvisnost od interneta, je nemogoče zahtevati od človeka, da bo abstiniral. Sej ni mogoče več si zamišljati našega življenja brez interneta. Kaj se da? Pa zlasti bodoče generacije ne bojo mogle brez tega živeti. Je lahko spomnite tiste zasvojenosti? Kaj ste ugotovila? Da si poprečna? Ja, sigurno nisem odvisna od telefona. Tanja, kje ti zasvojenosti? Iskati znake odvisnosti, zasvojenosti, torej ne biti slepi pred nekaterimi obnašanji. Menda Bill Gates svojim otrokom eno uro na dan dovoli biti na kompjuterju, torej ima že svoj prav verjetno, tudi če od tega take velike zaslužke napravil. Imam 1000 prijateljev na Facebooku, potem, če imam za iti nedeljo kam ven, s kakšnim pa nima nobenega, Ko pridejo te mame s temi otroci, jaz zmeraj doma, tam sedi cele noči, se redi, je nekontrolirano, je same neumnosti, piškote. Kako pogosto ti je navdušenje nad internetom pomembnejše od časa preživetega s tvojo punco ali fantom? Vedno. Zasvojenost z računalniškimi igricami je tako, kot vse ostale zasvojenosti, v bistvu beg pred realnostjo. Ti se čutiš neke vrste general, neke vrste si pobil 1000 Kitajcev in torej imaš neke izredne moči, neke izredne, v resnici nisi nič, zato ker si sedel v tvoji sobi in si, namesto da bi se učil, si delal te stvari. Zanimivo, da ta zasvojenost ima tudi fizične znake poleg psiholoških. Recimo obstaja predebelost, nespečnost, glavobol. Imam bolečine, ki so povezane z uporabo mobilnega telefona. Si že slišal, kdaj za mobilni palec? Če preveč tipkaš in te potem prst začne boleti. Potem seveda ti zablokirati. Tukaj je izredno važna preventiva. Prvič zato, ker ne moremo mi prepovedati interneta. Drugič, ker je to ena zasvojenost, ko enkrat eksplodira, jo je zelo težko zdraviti. In tretjič, ker gre za zelo mlade ljudi, ki ne razmišljajo še zrelo in torej se znajdejo pred nekim obnašanjem, ki za njih je popolnoma normalno.